Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratni oddaji bomo čarali. In to čisto zares. Pa ne zato, ker bi jaz obvladala to umetnost, tudi čarovniške palice nimam. Imam pa v studiu gosta, ki nas bo popeljal v svet čarovnije, v svet magije. Lepo pozdravljen, Aleksander. Dober dan, živijo. Aleksander, 17 let imaš šele. Res je. In res znaš čarati? Ja, znam čarati, no. Kako, pri 17-ih to že obvladaš? Kdaj si se srečal s čarovnijo? S čarovnijo sem se srečal pri 10 letih. In sicer mi je v osnovni šoli, mi je sošolec pokazal en trik, in sicer z zobotrebcem. In ta zobotrebec je izginil, pa se nazaj pričaral. In potem sem, ok, to moraš začeti. In potem sem po internetu brskal, in potem sem se naučil, Ampak se ne ukvarjaš več z zobotrebci? Ne, zdaj se bolj s kartami. Zdaj so tvoje spremljevalke karte. Res. Moram povedati, da jaz sem si jih skrbno ogledala pred oddajo, da so čisto navadne karte. No ja, navadne, ne bi rekla, so najcenejše, ker so lepe, gladke, pa precej nove mi delujejo. Čeprav verjetno si obdelal že kar precej kart. Ja, je že obrabil. Ja, je že bilo kar, ja. Kar letijo med tvojimi prsti. Spretno, ja. Če bi jaz to prijela v roke, bi letelo po tleh. Zagotava, ne? Ja. Čistko. Enostavno zgleda. Enostavno. Ampak danes ti bomo s kamero in jaz z očalmi gledali pod prste. To bo malo težje kot nastop na odru, na oddaljenem mestu od občinstva. Definitivno je težje, ker moraš biti še bolj pozorna na različne stvari. Ok, gremo začeti. Gremo. Prosim, vzemite komplet kart, pa ga premešite. Premešam jaz, pa zdaj boste videli, čakajte, da ne bo kaj po tleh. Tako obvladam. Tako, je žena na tleh. Dobro, dve, pardon. Tako sem dokazala. Vse si navajen. Si navajen. Je tudi, da ljudje vidijo, da so navadne. Nimaš jih zloženi, zdaj sem jih razmetala. Na tleh ni nobene. Izvoli, Aleksander, tukaj so vse. Pa sam to bi še raz razčisto, mi se nismo nič kaj prezmenila, kaj podobnega predodaja, zdaj gremo to. Pojma nimam. Tak da. Ja, pojma nimam, jaz sem si edino karte ogledala, če ne bi bile kakšne dvojne, trojne, pa niso. Ok, super. A prosim, date enkrat na pol komplet kart. Tak, super. Tukaj mi je zdaj označil. Takole, ne? Zdaj pa jaz hočem od vas naslednje. Prosim, vzamete to karto. Tole? Ja, vzamete jo. Strijam, da jo ne vidiš. Ja, jaz sem stran gleda, pa jo pokažite kameri. Jaz stran gledam. Ko ste to naredili, dajte si jo takle k sebi. Takola, da vidijo tudi naši gledalci, so videli. Jo skrijem. Ja. Sem jo skrila, ne vidiš več. Ja. Ok. Jaz vam zdaj probal prebrati misli. Moje. Ja. Ampak to zdaj ni, to je zdaj ful resna zadeva, mislim. Moram biti resna. Ja. Ok. Jaz hočem od vas, da sam mislite na svoje karte, nič drugega. Pa nič ne govoriti ali kaj podobnega. Jaz sem probal ugibati, katera je bila vaša karta. Ok? Ok, gremo od začetka. Torej, ali je bila vaša karta rdeča ali črna? Rdeča, črna, rdeča, črna, rdeča. Rdeča je bila, ne? Je bila rdeča, ne? Če sem gotovil, sem tak, ne? Je bila, ok, yes. No, v redu, zdaj je bila to tudi ugano, ne? To je zdaj 50% možda, da bi jo zadev, ne? Pa gremo naprej. Ok, rdeča. Zdaj pri rdečih kartah imamo kara pa srce, ne? Ali je bila vaša karta kara ali je bila srce? Kara, srce. Kara je bila, ne? Je bila kara? Ok. Zdaj pa, a je bila vaša karta nizka karta ali je bila visoka karta? Torej nizka, da je bila pod 10, ne? Visoka, da je bila pop, dama, kralj, as, ne? Nizka, visoka. Nizka, nizka je bila, ne? Je bila nizka. Samo vi ste premešali karte, da jaz nisem videl, vi ste dali kjerkoli na pol. Da nisem videl nič tukaj, ne? Nizka je bila, ok. In je bila... Ok, vem.
A se prosim dotaknete mojega prsta? Čist počasi. Kaj to bom najprej skrila? Ja, čist počasi. Samo. Mene gledajte. Čist počasi. 5 kara. Kako? Zdaj sem jo skrbno skrila. To si mi v očeh prebral, kljub temu, da imam očala. Ja. Pa sem zakrila oči. Ni pomagalo. Veš kaj, Aleksander, ampak jaz razumem, da nekdo obvlada te karte tako v spretnosti, da vaja dela mojstra, ampak to več ni samo vaja. Kako gre pa to? Če dobro poznaš psihologijo človeka, ne? In če znaš brati, ne? Ker, na primer, logika je vedno, ne? Ko človek nekaj misli, se njegovo telo odzove na to, ne? Čisto preprosto. In če znaš brati iz obraza, kako pa ti to treniraš? Ja. Na očetu, bratu, mami? Probam se čim bolj osredotočiti na neznanci, tiste, ko ne poznam, ne? Ker pri družini je že tako veš vse, ne? Pri njimi pa bolj je malo že tako bolj, ni nič zanimivega, no. Tako pa bolj zanimivo je tako, no. Zanimivo mi je še nekaj, nič ne razumem pri vsem tem tukaj, ampak ti gradiš že od 10 let, ne, od 7. leta dejansko na kartah. Ja. Ta svet magije je mnogo širši. Ti si prav karte izbral. Zakaj? Zdaj, pri magiji je tako, ne, na začetku imaš možnost, katero vrst magije boš izbral. Lahko greš na odre, ne, torej da si po odrih, ne, odrska magija, potem imaš close-up magija, torej magija od blizu, potem lahko greš za iluzionizem, tako znani David Copperfield, ne, lahko si nakupuješ iluzije in pol čaraš prežaganje ženske, levitacije in tako naprej, ne. Potem imaš otroško magijo, imaš pa tudi mentalizem, ne, mentalizem je pa branje misli tega, kar smo zdaj izkusili, ne. To tudi obstaja, ne. Jaz sem si pa izbral manipulacije. Manipulacije zakaj? Ker se tega ne da kupiti. Ker se da samo naučiti. To je kraljica magije, ne. To tudi tisti čarovniki, to ful radi gledajo, mislim, ne. In to, mislim, res šokira ljudi, ne. To se pravi, v tem svetu, druga področja, ki si jih omenjal, obstojajo triki, za katere moraš imeti denar, da kupiš rekvizite in vse skupaj in potem ti to prezentiraš na svoj način iz te osnove, tako da ni čisto vsaka čarovnija vsakega od čarodejev enaka. Ja, čisto tako, mislim, ko vse si lahko kupiš rekvizit, naprimer, ne? Ampak jaz, samo če si kupiš rekvizit, pa ga ne boš nič kaj spreminjati, ne? Pri kartah pa, naprimer, si pa lahko kaj sam zmisliš, ne? Kar je pa prednost tega, ne? In da pokažeš tudi drugim čarovnikom, ne? Tistega, kar še niso videli, ne? In to je treba vaditi. Ja. Vsak dan. Vse postaja, 3 pravila so, no. Prvo pravilo je vaja, drugo pravilo je vaja in tretje pravilo je vaja. Ja, to si ga ni težko zapomniti. To pa že obvladam. Vsa 3 pravila bi ti znala povedati. Ti ostane časa tudi za šolo? Ja. Ja. Mislim, vse šola je na prvem mestu, ne. Pač probam zaključiti šolo, pa se ukvarjati s tem, no. Ampak ti nisi zdaj to vzel samo malo za hec, da se malo z domačimi igraš, da se malo s prijatelji in sošolci igraš. Karte so resnično postale tvoje spremljevalke in imaš cilj v življenju in si na dobri poti, da to dosežeš. Ja, mislim, zdaj moj projekt je, ne, da bi šel do vseh teh slovenskih slavnih ljudi in pridem do njih in jim pokažem trik in to postavimo, damo gor na YouTube, ne. To že zdaj delam zadnja 2 meseca, ne. Zdaj si lahko ogledate na moje spletni strani, so vse gor posnetke, naprimer, zdaj lahko dam za primer, naprimer, sem šel do Zlatkota, pa sem šel do Tabujo, pa Njudo, pa sem bil pri Nuši Darendi, Adi Smolar in tako naprej. In mislim, jaz si pokažem trik in hočem Sloveniji sporočiti, da to v Sloveniji tudi obstaja, ne. Ker v Sloveniji to ni poznano, ne. In podrugot, naprimer v Angliji in tako naprej, je pa to zelo poznano, ne, in zato... In še noben tega v Sloveniji danes ni naredil, ne, da bi šel prav do slavnih ljudi in da bi prav to posnel. In kako reagirajo?
To je neverjetno, res. Mislim, ne bi si mislil, ne? Res, prav si bravo! Ne, mislim, prav so veseli smo, mislim. Super, super, ampak ti si ne le, da si drugim pokazal vse to, kar obvladaš, kar si rekel v tem projektu. Imamo tudi nekaj fotografij, ki si jih prinesel s seboj, podal si se tudi čez meje Slovenije. Nabirati znanje od velikih čarodejev, tudi tekmovati z njimi. V Italiji je to bilo, je tako? V Italiji je San Vincent, to je bil predsvetovni kongres. Ker bo leta 2015 bo pa svetovni kongres v Italiji, ne? In tam sem se slikal s vsemi temi znanimi ljudi, se že lahko vidite. Nekaj fotografij imamo, ja. Tukaj naprimer je René Lavant in zakaj je ta posebno? Zato tega, ker ta ima samo eno roko, ne? In sam z eno roko se dela s kartami, tako naprej, ne? A res, tudi to je možno. Potem je tudi najboljši nemški čarodej, to je Topaz. Potem je tukaj Andrew May, ta je tudi iz Amerike. Potem je najboljši francoski čarovnik Xavier Motimeja. To je naša slovenska grupa, tam je Magic Vladimir, Kitty Alice, Johnny Thompson, to je tako pradedek magije. Dani Da Ortiz, to je najboljši close-up čarovnik. Jeff McBride, to je moj vzornik, že odkar sem začel. Pa Max Maven, ta je pa enih najboljših mentalistov danes pri nas, torej branje misli in tako naprej. Ja, ampak jaz tukaj opažam, da si najmlajši med njimi. Ja, to pa. Pa na kongresu si bil tudi najmlajši? Na kongresu ne. Vse so tudi mladi, ne. Se tudi mladi ukvarjajo. Ampak priznam, mi se približujemo 500. oddaji, pa nismo ravno veliko čarodejev gostili in jih tudi veliko ne poznam v Sloveniji. Čarodejev, mislim, oziroma čarobniki smo mi, ne. Čarobniki. Mi nismo, mislim... Ne čarovniki, ampak čarobniki. Ne, ker mi nismo pravlična bitja, ne. Mi smo čarobniki, ne. Torej, čarobniki pomeni čarobni umetnik, ne. In cel v Nemščini tak lep izraz Zauberkünstler, ne, čarobni umetnik, ne. Tada to smo mi, ne. In s pomočjo trikom ljudi zabavamo, ne. Ne da bi se dokazovali, da bi nekaj znali, ne. Torej, to ni en dar, ki ti je dan od Boga, kot rečejo, ampak je nekaj, kar se je treba naučiti z tistimi 3 osnovnimi pravili, to pa so vaja, vaja in še enkrat vaja. Tam si omenil Vladimira. Ja, Magic Vladimir. Ja, on je bil moj prvi mentor, ne, ko sem začel, ne. Jaz sem slovenski čarovnik, ne. On je dosti poznan tudi že v Sloveniji, ne, in veliko slovenska publika ga pozna, ne, po njegovih pač spretnosti in tako naprej, ne. In potem smo se mi nekako povezali, ne, zdaj se že poznamo, kako vem, že 7 let, ne, in res mi kar dosti pomaga, no, pri tem. Ampak kako je to? V športu imamo trenerja, ki je zelo ponosen, če njegov varovanec uspe bolj kot on. Kako je pa tukaj pri magiji? Zdaj razdajajo znanje? Ne, mislim, mi slovenski čarovniki, ne, ko imamo svoj klub, tako, ne, Magic Studio Maribor, ne, mislim, mi se ful spoštujemo, ne, in ful se, mislim, ne da bi se zdaj kaj boš ti s tem, ne, kaj takega, ne, in res si ful pomagamo, ne, tudi če je kak drug čarovnik v mojem mestu, da nastopa, grem ga pozdravim, ne, in takšen prijazen odnos je, ne, nikoli da ne bi bilo kaj zahrbno, ampak je, ne. Da se, mislim... Ne skrivate čisto tega svojega znanja, ne? Pač vsak ima svoje zvrst. Naprimer, en dela z otroki, en dela z baloni, en dela s kartami, mislim, čisto različno, ne. Kaj pa nastopov? Je zadosti, si bi želel več? Ja, nastopov je zdaj vedno bolj, ker se vedno bolj prebijam skozi to medijsko sceno in vedno bolj me začnejo ljudi spoznavati, ne, in... Mislim, se to zanima, ne, vsakega, ne, če tako gledate, ne. Čisto iz principa, ne. In to je nekaj lepega, mislim, no. Ja, ti si se tega resnično lotil, resno, dolgoročno, ampak misliš, da se bo dalo živeti samo od tega? V Sloveniji ne. Premali trg. Drugje v tujini, ja. Poznam
kar nekaj dosti čarovnikov, ne. Naprimer, zdaj David Copperfield, ne, on je bil prvi, naprimer, ko je prišel na televizijo, ne, in on ima zdaj svoj otok tam, ne, na Bahamih, ne, in tako naprej, ne. In čisto odvisno, kako uspeš, ne. Ja. Tujina, tu v Sloveniji težko. Ampak zato pa razmišljaš še vzporedno. Ja. Po srednji šoli se ne boš ustavil. Ne, razmišljam iti na igralsko akademijo, torej na AGRFT. In da bi vzporedno nekako s tem delal, ne. Torej čaro pa bil hkrati igralec, ne. Ker me že vedno zanimala igra, ne. Igralec, ne. Ja. Ne, igrati, ne, na odrih, ne. In nikoli nisem imel tudi problemov z odrom, ali pa kaj podobnega, da je bil kaj živčen, ali pa kaj trema, ali kaj podobnega, ne. Tako da mi magija dosti pomagala, no. Srečal si se pa tudi že s filmom. Tudi to, ja. Nismo ga še videli, ga bomo, ne? Ja, s filmom Gremo mi po svoje 2, ki smo ga zdaj snemali med poletnim časom, ne, torej junij, julij, avgust, ki ga pride drugo leto ven, jeseni, ne, naj bi, ne, in tam tudi notri čaram, ne, to vam lahko izdam, ne, kaj drugega, ne. Se ne sme o filmu govoriti, ampak karte imaš verjetno tudi tam, ne? In kakšna je izkušnja filma? Je to potrdilo tvojo željo biti igralec? Igralec, biti glumac, ja. Glumac, dobro. Mislim, nikoli se nisem, ker to je bila zdaj prva moja izkušnja, nikoli še nisem presnemal kaj tak resnega filma, ne. Je res, mislim, snemali smo 30 sekund kadra, ne, in to 9 ur, ne. Iz vseh možnih kotov. 30 sekund. Se spomnim, ko smo prvič prišli taj, ne, je bila ena scena, ko smo takle stali v zboru, ne, in smo bili na soncu, direkt na soncu, ne, in smo snemali en kader, čist kratek, ne, ko se Juri Zrnec, pa Tadej Toš se nekaj bockata, ne, in so takrat sta dva dobila sončarcev, ne, in so mogli reševalci in tako naprej, tako da je bilo kar mučno, no. Je oder, gledališče, ti je bližje, kaj? Ja, no, ampak tudi film ni slab, ne? Vrniva se midva k tvojim kartam. Jaz ta prvega nisem razumela nič. Zdaj bom vzela še enkrat očala, morda bom zdaj bolj pozorno gledala, da bom dojela in razumela, kaj počneš z rokami. Aha, zdaj pa ti mešaš karte. Ja, ok, eno si izberite, katerokoli, tak isti postopek. Zapomnite si karto. Kamerjo bom pokazala, tako da ti ne boš videl. Ja, ja. Gledalci so si zapomnili, jaz tudi. Ja, dajte nazaj gor. Hvala. Zdaj, kaj še prestane od mene, da samo da še zmešam karte. Čisto preprosto. In sicer jaz sem dal tukaj dva kralja ven, prosim pregledate, da ni nič kakje lepila, kaj podobnega, da so samo dva kralja. Dva kralja sta, karo in srce. Tako. In sicer jaz hočem, da primete komplet kart. Primete ga, ker tukaj nad mizo ga držite, pa mislite na svojo karto, gledajte kralja. Ena karta pride vmes. Kako, če sta bili dve? Ena karta pride vmes, točno. Ma ne. Vaša izbira. Gremo to probati še enkrat. Dajva. Zdaj vem, kaj moram paziti. Jaz sem dal komplet kart, polovico sem, torej imamo 3 karte, vašo izbiro, pa kralja, ne. To se je stran. Dajte tak roko, super. Pa dajte ono roko gor, pa držite tak, pa mene gledajte. Dajte na razen, dajte. A vidite, da imate samo še 2 karti v roki. Kaj me pa izginila tista moja od prej? Ja, kar dajte na razen. Samo ta 2 kralja. A prosim, primete komplet kart. Pa pejte čez. Z karte, kaj tako pejte čez. Tako, ja. Ja, kar pet. Nič ni. Še. Nič ni. Nije. Samo, bom jaz takle bolj sem jo skrila. fancy razporedil. Kako zdaj? V sredini kompleta kart, edina karta, ki je bila narobe obrnjena. In jaz sem jo imela med temi kralji, tukaj. Točno vaša roka.
Ali zdaj pa nisi mogel prebrati mojih misli. Zdaj si mi ukradel karto. Kdaj le? Tudi moje očala ne pomagajo, bo treba drugo dioptrijo. Ja. Morda so pa gledalci videli s pomočjo kamere, pa mi bojo pozneje povedali, ampak res ne razumem. Zdaj pa ne razumem niti tistih 3 pravil, vaja, vaja, vaja. To je pa šok, ne? Aha. To je pa šok, To je tudi manipulacija, ne? To se pravi, danes pol ure manipuliraš z mano. Točno tako, ja. In koliko takšnih, a bi rekla temu trik ali trikov obvladaš? Mislim, kar dosti, no. Bolj ko ne si sam zmišljujem, zdaj, ne, zadnje čase, ker vse, ko znaš neke osnove, ne, osnove 14 osnov, ne, 14 teh se naučiš, potem si zmišljuješ sam, ne, in veliko, no, dosti, no. To se pravi, 14 zadev pomenijo osnova vsega tega in potem je tukaj tvoja kreativnost, vaja, nadgradnja, ne da se učiš od nekoga drugega, ampak si izviren. Ja, mislim, ne moreš zdaj ti se odločiti, ja, zdaj si pa nekaj izmislil, pa se usedi za mizo, pa vzeti karte, pa ne, čakati, ne. To ne bo. Ideja pride sama, ne, čisto preprosto. Jaz sem zadnjič glik bil za računalnikom, neki tipko, ideja za nastop, hiter, ne, povedati, ne, hiter začeti, ne, graditi kaj, tako da res pride samo od sebe, no, tako ne. In kako, torej dopoldne si ponavadi v šoli, prideš domov, se je treba narediti vse tisto, kar je treba za šolo. Normalno, ja. In potem so večerne ure ali kaj, ko vzameš karte in trening. Jaz nikoli ne morem zjutraj ali popoldne vaditi, ne, jaz vedno vadim tam zvečer, tam brez do pozne ure, ker takrat sem sam, ne, in dosti sem bolj skoncentriran, ne, in imam večji mir, ne, ker vsi spijo, jaz sem sam v sobi in luč, miza, karte in si izmišljujem stvari, ne. In res je kar, no. Po tolikih letih velikokrat si otroci, če smem zdaj tako reči, takrat si vsekakor bil otrok, ko si s tem začel nekaj zaželijo, ampak ti vztrajaš že dolgo in tudi sedaj resno te prime kdaj, da rečeš, dosti imam tega. Tudi. Je kar mučno, no. Zdaj, če si te po nesreči kak trik, ne, zdaj ne smeš zdaj samega sebe, to se pa zgodi, ne, tudi največjim tem zvezdnikom se zgodi kaj, pa tudi čarovnikom, ne, tudi David Copperfield ni bilo vse tako lahko, ne, ko je on snemal te oddaje, ne, možda ne veste, kaj se vse dogaja za kulisijo teh oddaj, mislim, ni lahko, ne, zdaj pa, koliko si vztrajen, čisto preprosto. Ja, zagotovo, v zakulisju je vsega, ampak jaz moram našim gledalkam, gledalcem povedati, da pri nas ni nobenega zakulisja, vse je tukaj na mizi in pred očmi kamere, tudi popolnoma nič se nisva dogovarjala, ničesar, zato sem jaz malo zmedena, ker ponavadi nimam očal v tej oddaji, ker še dobro vidim gosta. Danes sem si jih posebej prinesla, da bom ja videla bolj, da mi kaj ne uide, pa zaenkrat mi to ni še uspelo. Probava še enkrat. Še enkrat? Ja, ne vem, morda sem se navadila. Jaz bom dal... Ja, v rokavu nimaš nič. Ne, v rokavu, zato si pa vedno se zaviham, ne, ker ljudje mislijo, da imam neki rokav. Da potegneš iz rokava, ne, pa ni. Ja, in pol, samo rokav ima karte, nimam nič, ne. Tako da, jaz bom razporedil karte, nekako tako, in sicer bom dal ven vse 4 aste, upam, da imam vse. 3. Aha, super. Torej so samo 4 asi, kompleto kart, ne? Ja, sem se pregledala. Ok. Lahko pregledate ase, da so normalni asi in tako naprej. Karo, pik, srce, križ, vsi so. Ja? Ja. Ok. Jaz bom naredil pakljačo iz kart in bom dal vsakega asa v sredino kompleta kart. Čist naključno. Čist naključno. Nekako tako. So, ja. Kamere vidi, ne? Sem preverila. In sicer, zdaj, kaj je preostalo še od mene, je samo, da zmešam karte. To je to.
Zdaj bom jaz probal vse te ase najditi, ne? Kar je zelo težko, ne? Ker imam zdaj res čist na ključno delam. Ne? Prvi as. 3, 2, 1. Kje je pa bil? Zelo nisem videla, od kje je priletel, kar v Prvi as. zraku se je znašel. Zdaj mi pa vi pomagate. Rečite kjerkoli stop. Stop. Ma kako? Bom dal 3 karte dol. Rečite kjerkoli stop. Stop. Jo, Zadnji as je najtežji as. Ne? Ker imam 1% možnosti, da ga zadenem. Ne? Vem, da ni zgoraj. To vem, ampak gled... Jaz sem si izmislil svoj način, kako pridobiti zadnjega asa. In sicer nekako tako, in sicer z eno roko. In potem se piše nazaj vsi 4 asi. Kako? Kako pa vendar sem videla, res jih ni več, sem preverila, da niste kje kakšnega še dali noter. Ne, ni. Aleksandr, tudi moja očala nič ne pomagajo, nič se nisem danes naučila in tudi, če bi se hotela učiti, sploh ne vem, kje bi začela. In kaj svetuješ mladim, ki so morda sedaj pred televizijskim zaslonom, pa jih to zanima, kar ti počneš, kje naj začnejo? Ja, zdaj je dosti lažje, ne? Ker je magija prišla gor na internet. Ne? In zdaj veliko tudi trikov je razkritih na teh portalih, torej YouTube in tako naprej. Ne? In prej je bilo dosti teže, ne? Ker so bile še knjige. Drugače pa še danes svetujem vsem, berite knjige, ker vse je v knjigah. V Sloveniji teh knjig ni, to tako logično, se pa da naročiti, ne? Preko strani Magic Shop in tako naprej. In samo berite knjige. Začnite z malimi, ne? Ker jaz mislim, ful svetujem tem mladim zato, ker eni, ko začnejo s tem, si kupuje neke rekvizite, počaki. To še vse pride, ne? Zakaj bi zadeval nekaj po 2000 € za neke rekvizite, tiste iluzije za brez veze, če lahko začne z malimi, ne? Karte ima vsak doma. In s kartami si lahko tudi najboljši. Poznam res dobre čarovnike, ko so danes tako slavni in nikoli niso naredili kakšne iluzije na levitacije, ampak so samo s kartami delali. In se da se. Aleksandr, hvala lepa, da si delil del tega sveta tudi z menoj in našimi gledalci. Mene si zmedel, priznam. In ostane mi le še, da ti zaželim, vztrajaj, bodi vztrajen še naprej in verjamem, da boš dosegel svoje cilje in če bo treba stopiti izven meja Slovenije, boš pa šel, če bo Slovenija premajhna, saj sedaj smo v Evropi. Hvala vam. Hvala lepa, Aleksandr. Hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci. Videli ste, pred vašimi očmi se je vse dogajalo, tako enostavno zgleda, ampak res verjamem mojemu današnjemu gostu, 17-letnemu Aleksandru iz Celja, da je potrebno veliko vaje in še enkrat vaje. Vam pa želim lep, prijeten preostanek večera. Morda tudi kaj povadite.